Za turno smučanje potrebujemo seveda turno-smučarsko smučko, ki je ponavadi zdaj v današnjih časih toliko visoka, kot smo mi, oziroma kakšnih 5 cm manjša, širine tam nekje od 88 naprej pod stopalom. Poleg tega seveda turno-smučarsko okovje. Danes se uporablja samo še tako okovje, ki je na te pine, ki imamo potem te luknjice tukaj noter v pancerju. Pin sistem, ki ima spredaj na sprednjem delu vezi dve taki konici, ki se potem v bistvu pneta tukaj spredi v prste, in zadaj dve taki palčki, ki se potem upnete tukaj v peto. Zdaj ta sistem omogoča to, da je vez relativno lahka, kar pa je pri turni smuki pomembno. Se pravi, čim lažja vez pomeni čim manj napora pri samem vzpenjanju. Vezi so pa vsekakor narejene tako kompaktno, da te pini ne predstavljajo neke nevarnosti. Potrebujemo seveda tudi kože za vzpenjanje ali tako imenovane pse, po domače povedano, ki se namestijo takole gor na smučko in omogočajo to, da potem mi z to smučko hodimo navkreber. Zdaj za shranjevanje psov imamo tako posebno mrežico, na katero potem psa nalimamo in potem psa na vrhu hriba damo, oziroma te kože za vzpenjanje noter v vrečko in v nahrbtnik. Potem so turno smučarske palice, lahko so iz enega kosa oziroma maksimalno iz dveh kosov, te so že malo stare. Potem imamo za lažje vzpenjanje v trdem terenu
in v strmem terenu v bistvu take derezice za smučke, ki niso nadomestek derez. Glede same plazovne varnosti pa potem potrebujemo plazovni trojček, ki je sestavljen iz lopate, plazovne sonde in plazovne žolne. Zdaj plazovno žolno v bistvu mi namestimo na telo. Ja, na telo in dejansko izgleda to potem takole. Se pravi, plazovna žolna gre na telo tukaj na spodnjo, na kratko majico, zato da je v bistvu zaščitena pred tem, če nas ujame plaz, da jo nam potem tudi plaz ne more utrgati. Plazovna žolna ne sme biti tukaj na zunanjih straneh. In plazovno žolno, ko mi štartamo na turo, prižgemo na oddajanje, tako da v bistvu ona oddaja signal v primeru, se pravi, da oddaja signal v primeru, če nas zasuje plaz. Poleg v bistvu, se pravi, te osnovne turno-smučarske in plazovne opreme je pa seveda zaželeno, da imamo v nahrbtniku vedno planinsko karto, ja, ki nam pač pove v primeru, da smo izgubljeni oziroma pač že pri samem načrtovanju ture, kje bomo šli, kje je primeren spon, kje je primeren spust, kakšna bo višinska razlika in tako naprej. Poleg karte je skoraj obvezno, da imamo s sabo tudi kompas. Če nam finance omogočajo, tudi mogoče kakšno od GPS naprav, ni nujno, da je GPS naprav, lahko je tudi naprava GPS naprav na samem telefonu. Vsekakor pa se ne smemo nikoli pri turni smuki zanašati samo na te GPS treke oziroma te GPS sledi, temveč mora biti primerna priprava na turo, preden seveda se odpravimo na njo. Dnevi po zimi zelo kratki, je zaželeno, da imamo vedno v nahrbtniku tudi naglavno lučko, ja, zapolnimo baterijami seveda. Poleg tega, če se nam karkoli zgodi, prva pomoč in zelo zaželeno je, da imamo poleg prve pomoči tudi kakšno bivak vrečo, ki nam omogoča v primeru, da se kolegica poškoduje, ga v bistvu spravimo to bivak vrečo in preprečuje dodatno izgubljanje toplote, kar je v zimskem času še kako pomembno. Po zimi, ko je veliko sonca oziroma če je kakšna difuzna svetloba, pa seveda oziroma vetrovno, smučarska očala oziroma v primeru sonca seveda tudi sončna očala in pa normalno primerna oblačila, seveda kapa, rokavice, najmanj 3 sloji oblačil plus 4. sloj, ki pomeni poleg nekega softshella oziroma neke lahke puhovke še vetrna jakna, hlače in pa mogoče kakšno rezervno oblačilo. Med samim smučanjem je pa seveda tudi zelo priporočljiva, ni zdaj obvezna zakonsko, tako kot na smučiščih za otroke, ampak glede na to, da dosti smučamo tudi po gozdu, zelo priporočljiva tudi smučarska čelada, ne alpinistična čelada, ampak smučarska čelada, da nam res zaščiti pač celotno glavo in na koncu tudi preprečuje neke poškodbe ob glavi, ušesa in tako na vratu in tako naprej. Zdaj, načeloma imajo nahrbtniki, tisti klasični gorniški nahrbtniki, 2 taki zanki pri strani in potem v bistvu smuči namestimo med te dve zanki.
Tako, zdaj, če imamo navaden nahrbtnik, pa če je v bistvu plazovit teren, je pri navadenemu nahrbtniku potrebno v bistvu imeti to vse odpeto. Zato, da nahrbtnik potegne dol, da si ti čim lažji. Ker plazovina je tako ka voda, ka reka. In težji, ka si, bolj toneš. In pri navadnem nahrbtniku, če prečiš plazovit teren, moraš biti v bistvu čisto odpet, da ti ga potegne dol. Pri tem plazovnem mora biti pa čisto zapeto trikrat in tukaj spodaj pod nogami in okoli pasu in čez prsa, zato da ti v bistvu potem plazovni nahrbtnik ostane gor. In zdaj, ko ti pričneš smučati in te zajame plaz, je zdaj na tebi, da si toliko zverziran, da potem takoj v bistvu potegneš to ročko, pač sprožiš v bistvu to zračno blazino, ki se napolni z 200 litri zraka in probaš sočasno tudi pač uideti s plazu ven, če se da. Brez lete ne gre, glede na to, da se odpravljamo v gore, tudi če je to sredogorje, je zaželeno, da imamo neko splošno kondicijo, ker brez v bistvu neke psihofizične kondicije je lahko turna smuka bolj muka kot pa smukanje. Zelo fino, da se v bistvu kot začetniki lotimo nekih lahkih terenov. Zdaj, ko je koronski čas, so tudi smučišče zaprte in nekako ta smučišča omogočajo to, da se po teh smučiščih v bistvu gibljemo. Višinske razlike niso zelo velike, je pa res, da pa v času obratovanja smučišč je pa taka hoja po njih z zakonom o športu oziroma zakonom o smučiščih to prepovedano in potem najdemo neke primerne terene, kot so smučišča potem v gorah, vsekakor bolj položne in potem v bistvu to naše znanje nadgrajujemo tudi z bolj strmimi tereni v smislu hoje, pa potem tudi v smislu smučenja. Pravilna hoja je podobna hoji pri teku na smučeh. Pri teku na smučeh poznamo dvotakni diagonalni korak in pa samo hojo. Tukaj je pa enako, se pravi, da smučko ne dvigujemo od tal, ampak v bistvu smučko potisnemo po snežni podlagi naprej in potem drugo priključimo oziroma gre še malo naprej in se enako izmenjujemo kot pri hoji na teku na smučeh. Zdaj pa pozorni moramo biti samo na strmine, bolj kot se v bistvu strmina, bolj večja kot je strmina, imamo na okolju zadnji na smučkah na peti stopničke, se pravi, začnemo po ravnini z stopničko 0 in potem, ko se strmina povečuje, damo na stopničko 1, zato da lažje v bistvu, da ne obremenjujejo preveč v bistvu mečnega dela noge in ko se strmina še bolj poveča, postavimo stopničko na 2. Skratka, če je ful strmo, je pa ta obrat za 90 stopinj prenavaren, oziroma lahko se zgodi, da ob veliki strmini, potem ko postavimo drugo smučko zraven, zdrsimo nazaj. Ja? Kar pa ni v redu, ker potem drsimo po pobočju dol. Tako da, če je ful strmo, je pa obrat v bistvu za 180 stopinj. Je pa utrdimo odkolje smučino, se tudi mi obrnemo v trupu skoraj za 180 stopinj in zdaj gre v bistvu ena noga, da ustvarimo potem lepo ravnotežje na tej nogi. 180 stopinj, roka, se dvignemo nad smučko, mislim nad naše težišče, nad pancer, tako, in zdaj gre v bistvu nek tak brc nazaj in potem naprej. Utrdimo in gremo potem naprej.
kulturno smučanje je neka nadgradnja seveda alpskega smučanja, ki se odvija v zasneženih gorah in je vsaj zame, no, pa mogoče tudi, zdaj, tudi v tem korona času za veliko število Slovencev ena izmed najbolj priljubljenih načinov rekreiranja v naravi, kjer po eni strani seveda, ko hodimo gor, naredimo nekaj za lastno telo, ko pa se peljemo dol, pa lahko uživamo res prekrasnih, lepih zavojih v puhastem, pršičastem snegu, seveda, če smo na pravem kraju, v pravem času.